Pojdite in učite. In šli so. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, sopotniki in dobrotniki slovenskih misijonark in misijonarjev v rubriki, ki je zazrta prav tjakaj na misijonske poljane. V našem programu ste gotovo slišali vabilo k ogledu dokumentarnega filma, ki so ga na televiziji Slovenija predvajali na Božični dan. Gre za 50-minutni dokumentarni film za srce Afrike, ki ganljivo prikazuje dolgoletno srčno in predano delo slovenskih misijonark, sestre Bogdane Kavčič in sestre Vesne Hiti, pa tudi razvojne in humanitarne projekte slovenske Karitas v Burundiju. Nad omenjenimi projekti bdi Jana Lampe, ki je vodja mednarodne pomoči pri slovenski Karitas in je o filmu, ki ste ga upam videli, razmišljala takole. Jaz sem v bistvu zelo globoko ganjena. Sam film me je ganil res in sem hvaležna seveda tudi televiziji Slovenije, Petru Peršetu in vsem, da smo lahko res to eno veliko delo, srčno delo naših misijonark, sestre Bogdane Kavčič, sestre Vesne Hiti, lahko spravili na televizijska platna, ker si res zaslužijo vse priznanje za njihovo delo, srčno delo. Vsak evro obrnejo dvakrat, res za vas sočuten odnos, ki ga imajo za teh revnih, od jutra do večera jim pomagajo, razmišljajo. In sem res hvaležna, ker te sestre večkrat ostanejo nevidne in njihovo delo je pa prav, da se pove svetu. In sem res neizmerno hvaležna, da bojo tudi širša Slovenija lahko videla, kaj naše misijonarke delajo za te revne. Ne, sem res ganjena, sem tudi te zgodbe sester v bistvu že 17 let, 15 let jih spremljam na terenu. In tudi skupaj z njima je zraslo veliko projektov iz srce Afrike, gradbenih šol, vodnjakov, porodnišnic, pa tudi ves čas smo iskali, ko smo poslušali zgodbe revnih ljudi, ko si videl, da živijo ali so brez hiške ali v skromni hiši iz blata, da nimajo možnosti dela, samo eno majhno njivco, da velikokrat tudi pride dež, suša, poplava. Ko smo začeli z akcijo z delom do dostojnega življenja skupaj s sestrami, ko so rekle, sej mi pa imamo delo na misijonu. In vse to, če ne bi bile skupaj s sestrami na terenu in poslušali teh ljudi, skupaj razmišljali, kako jim še pomagati, to se mi res dragoceno zdi in tudi, da seveda zdaj Slovenija sliši, kam so vsi ti naši darovalci, ki darujejo vse te akcije za srce Afrike z delom do dostojnega življenja, kup in kozo, pa tudi projekti, ki jih je podprlo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, pa tudi, kar smo skupaj naredili z misijonskim središčem Slovenije, da ljudje res vidijo, da vsak evro, ki so ga darovali, da je šel res pri misionarjih v prave roke, da so ga še oplemenitili in kako to spreminja življenja ljudi. Dokumentarni film s tako široko vsebino, predstaviti afriško deželo, življenje slovenskih misijonark in uspešne akcije slovenske Karitas, lahko seže res na različna področja. Kakšno je po mnenju Jane Lampe njegovo osrednje sporočilo? Da misijonarji v bistvu vsem srcem žrtvujejo svoje življenje, da pomagajo ubogim, da vsi darovi, ki pridejo iz Slovenije, tudi če so majhni, pomagajo res tem najrevnejšim v Afriki, da lahko preživijo in dostojno živijo in da tudi ljudje vidijo, kaj so darovali in da vsa pomoč pride v prave roke in da so misijonarji res v vseh dimenzijah, od socialnih delavcev do gradbenikov, do duhovnosti tudi pomagajo ljudem, se tudi ta film ima tudi zelo globoko duhovno sporočilo, pa tudi aktualno, kaj se dogaja v Burundiju, kako ljudje živijo in kaj potrebujejo. Na predpremieri filma Za srce Afrike sem zaslutil, da je njegovo sporočilo tako posredno tudi moč sodelovanja, povezovanja. Meni se zdi zelo pomembno, da skupaj sodelujemo, se vidi prav pri tem dokumentarnemu filmu, da prav če skupaj delamo z različnimi, od medijev, države do posameznikov, drugih organizacij kot je misijonsko središče, da lahko res nekaj velikega naredimo, da so te učinki, te slovenske pomoči vidni in tudi, da spoznavamo konec koncev drug z druga. Se mi zdi, da včasih se sploh ne poznamo, kdo kaj dela, na ta način se
se pa spoznavamo, povezujemo, pa tudi mislim, da se z tega lahko rodi še veliko dobro, tudi podobni projekti, mogoče predstavimo še kakšnega misionarja, ampak sploh važno je pa, da vsa ta sporočila pridejo potem s tem skupnim delom na koncu do ljudi. In samo, če pomagamo drug drugemu, če smo solidarni s tistimi, ki res najbolj trpijo, bo svet lepši, pa tudi prihodnost za vse lepša tudi za nas. Vemo pa, kdor da ta največ prejme. Tako da res srčna zahvala vsem, ki darujete. Jana, zelo smiselno bi zdaj bilo vprašati tudi sestro Vesno in sestro Bogdano po vtisih, potem kaj pravzaprav njima pomeni, da je njun misijon tako izpostavljen, njuno delo tako v središču, ta glavni zvezdi. Ti imaš gotovo z njune strani tudi kakšen odmev. Kaj misliš, se pa njima plete po glavi, srcu? Ja, res je, sestre Vesna in Bogdana sta bile danes z nami zelo povezane, tudi v molitvi. Seveda hvaležni sta, seveda, da je tudi njuno delo prikazano, ampak vem, da v eni ponižnosti, skromnosti. Od sestre Bogdane sem dobila tako sporočilo danes, ko v tisti njeni skromnosti in tisti njeni duhovnosti, ampak sta res veliki zvezdi, kot sem jima napisala, čeprav sami tega nočeta priznati, ampak sta. Jana, hvala lepa, pa srečno naprej. Ja, Jure, hvala tudi tebi in vsem poslušalcem. Tako, res, iskrena hvala vsem, ki ste slišali tudi današnjo rubriko Zazrto misijone v imenu misionarjev. Hvala za vso pomoč, v našem imenu pa, dragi misionarji, misionarke, hvala za vse zglede, ki smo jih deležni. Nasvidenje čez teden dni, takrat pa že nova letnica 2026. Lepe praznike vsem na vse konce, kličem Jure Sešek. Pojdite in učite.